Današnja tema je, uh, kaj lahko počnemo v svoji dnevni praksi. In to je pravzaprav nek uvod, za te, ki so na začetku poti, katere stvari delamo kot Jezusovi učenci, a ne. Ker zdaj, če smo stopili na pot z Jezusom, če hodimo z njim in za njim, potem so tukaj ene čisto konkretne stvari, ki jih delamo vsak dan, seveda tako, kot jih je delal Jezus. Ker pri vsem, kar delamo, se seveda učimo biti podobni Jezusu, za to gre, a ne. Tako da tale današnja tema bo v bistvu taka pregledna, tukaj ne bomo šli v detajle, ne bomo se spuščali v podrobnosti, to bomo naredili v naslednjih temah. Tukaj gre bolj za pregled ene celote različnih stvari, ki jih naj bi mi kot Jezusovi učenci prakticirali, v katerih naj bi se vadili, v katerih naj bi napredovali, v katerih naj bi rastli. Se pravi, gre za take zelo praktične, zdaj tukaj danes bomo govorili o praktičnih stvareh, kaj praktično Jezusovi učenci delajo, ne, kot Jezusovi učenci. Tukaj bi mogoče za začetek bi nas spomnil na eno mesto, kako apostol Pavel piše Timoteju, se pravi svojemu učencu. Takole mu pravi: vadi se v pravi pobožnosti, vadi se, se pravi, treniraj se. Se pravi, tukaj Pavel predvideva en trening, eno vajo, eno urjenje v tem, kar on reče prava pobožnost, lahko bi tudi prevedli kot resnična duhovnost. Se pravi, za to gre. Se pravi, gre za to, kako se vaditi, kako se trenirati, katere te zelo osnovne prakse, osnovne discipline spadajo sem, ne. In ja, tako kot pri vsaki disciplini ali pa pri vsaki vaji, je tako, da ko z neko vajo začnemo, nam je najprej težko, sploh če nečesa nismo nikoli delali. In šele potem, ko nekaj časa vadimo nekaj, nam pa stvar začne ratovati bolj domača, smo v njej, postajamo bolj spontani, bolj naravno začnemo delati te stvari, a ne. Tukaj je zdaj pomembno, da vemo, ne, da kot Jezusovi učenci, seveda kakšne od teh stvari, ki jih bom omenil, so nam verjetno že tako prirojeno bližje, kakšne nam pa niso, ne, ampak seveda tukaj je ravno zato pomembno, da če hočemo biti učenci, da vstopimo tudi v tiste stvari, ki nam niso toliko blizu, in da se začnemo vaditi v njih, ali pa mogoče bolj povedano, pustimo Jezusu, da nas uči, kako prakticirati te stvari, in s tem, ko bomo se bolj in bolj vadili v njih, nam bodo postajale bližje in bolj prirojene, bolj naravno jih bomo delali. Primerjava, ki jo tukaj učitelji naredijo in je zelo dobra, je recimo, kako se učimo kakšnega glasbenega inštrumenta, a ne. In recimo, da se hočemo učiti igrati violino, ne. Tukaj veliko časa bo trajalo, ne, da od tega, ko smo prvič prijeli inštrument, začeli pač vaditi neke položaje prstov, ne, pač premikati lok, najprej je treba ogromno stvari delati, kaj naj rečem, na pamet in se jih učiti in jih ponavljati, ampak čez čas, ne, nam pa določene stvari postajajo zmeraj bolj prirojene in začnemo delati samodejno, ne. Ali pa tisti, ki vozite avto, veste, kako je to izgledalo. Najprej, ko smo se usedli v avto, je bilo treba vsako stvar premisliti. Tukaj zdaj moram dati žmigelc, tule moram nogo dati na sklopko, tamle premakniti prestavo in tako naprej. Ampak zdaj, ko vozimo avto, o teh stvareh sploh ne razmišljamo, so nam ratali druga narava. No, in tako z vsako disciplino. Namen discipline je, da nam stvari zlezejo pod kožo in nam naratajo tako naravne, da v njih sploh več ne razmišljamo, ampak samo smo v njih, a ne. No, tako, se pravi, danes bi naredil en čist kratek pregled glavnih praks, ki jih Jezusov učenec dela vsak dan. In začel bi kar seveda z molitvijo. Se pravi, molitev je nekaj, kar Jezusov učenec dela vsak dan, ker je to Jezus delal vsak dan. Se pravi, Jezus je bil pravzaprav v neprestani molitvi in tudi o tem bomo govorili, ampak tudi vidimo ga konkretno, si je vzel čas in je šel molit Jezusa samega, vidimo,
kako različne vrste molitve. In tukaj bi za danes, se pravi, se ne bi poglabljali v same vrste molitve, ampak je pa dobro, da jih predstavimo, ker ko rečemo molitev, si ljudje predstavljajo različne stvari. In tukaj bom zdaj na kratko samo predstavil različne vrste molitve, ne. Prvo najprej bi omenil slavljenje in zahvaljevanje. To spada v molitev, zato ker ko slavimo Boga, in ko se mu zahvaljujemo, je neka prva osnovna drža nas kot bitij, ki nas je ustvaril Bog, in s tem, ko se mu zahvaljujemo, s tem, ko ga slavimo, opravljamo neko temeljno poslanstvo, ki ga imamo kot človeška bitja. Tukaj se mu zahvaljujemo za to, da sploh obstajamo, in potem seveda se mu zahvaljujemo za veliko in bogato rešitev, ki nam je dal v Jezusu. S tem, da je Jezus prišel, da je postal človek, da je umrl za nas, da je vstal od mrtvih. Samo to dejstvo, da je Jezus zares fizično vstal od mrtvih, je razlog, da se mu lahko zmeraj zahvaljujemo. Vedno in povsod. In tudi, če je vse narobe v našem življenju, če gre vse kompletno narobe, ampak dejstvo, da je Jezus vstal od mrtvih, je toliko dobra in čudovita in strašno lepa in mogočna stvar, da imamo zmeraj razlog, da slavimo Boga in se mu zahvaljujemo. Ker če je on vstal od mrtvih, potem ni nič na svetu več tako, kot je bilo, in ne bo več na svetu nič tako, kot je bilo. Ker če je on vstal od mrtvih, se je že začelo prerojenje vsega stvarstva, in ki najbolj zadeva nas, seveda. Zaenkrat smo mi v fokusu tega, kaj Bog hoče, kako nas Bog hoče, nas same tudi preroditi, da smo novo bitje. Se pravi, ena oblika molitve je slavljenje in zahvaljevanje. Druga oblika molitve je to, da enostavno sebe prinesemo Bogu, da se izročimo Bogu, da se Bogu darujemo, da se prinesemo sebe kot živo žrtev, tako kot pravi Pavel v pismu Rimljanom, 12. poglavje, začetek 12. poglavja, pravi, ker zaradi te velike božje ljubezni in milosti, ki je pokazal v Kristusu, naj prinesemo sebe, svoje telesa, to pomeni čisto vse, kar smo, vse, kar mi zmoremo tako ali drugače, telesno ali pa tudi duševno. Naj vse to prinesemo k Bogu kot živo, sveto in prav Bogu všečno žrtev. In prav to je tisto, ta pravo, resnično bogoslužje, to je srce bogoslužja. Se pravi, sebe prinašamo Bogu kot živo žrtev, in prav to je sveta žrtev, in prav to je žrtev, ki je Bogu všeč. Ker tukaj imamo velikega duhovnika, Jezusa, ki to žrtev prinaša Bogu. Se pravi, mi se izročimo očetu po sinu in sebe prinesemo, svoje življenje, svoje telo, vse svoje sposobnosti, telesne, duševne, umske, duhovne, vse prinesemo Bogu. In drug seveda način, kako isto izrazimo, je pa tudi to, kar je Jezus rekel, da naj vsak dan vzamemo svoj križ in gremo za njim. Ker s tem seveda križamo meso, križamo starega človeka, ga pribijemo na križ skupaj z Jezusom, hodimo z Jezusom v novosti življenja. Se pravi, tukaj izkušamo in smrt starega in vstajenje novega. Se pravi, smo združeni z Jezusom. Se pravi, to je druga oblika molitve, da enostavno sebe popolnoma izročamo Bogu, da križamo starega človeka, se izročimo kot živo žrtev, ker žrtev pomeni smrt, da nekaj umre tam. Klavna, beseda v izvirniku pomeni klavno daritev, tisto, ki se nekaj zakolje. Ampak to je zdaj živa žrtev. Za razliko od starozaveznih žrtev je tukaj to, kar mi prinašamo, je pa živa žrtev. To je en tak pomenljiv nesmisel, ker žrtev mora umreti, ampak tukaj pa žrtev umre, ampak v tem, ko umremo pred Bogom, res živimo. In naslednja oblika, ki lahko izhaja iz tega, ali pa tudi ne, pa enostavno tišina pred Bogom, da utihnemo pred Bogom. Tudi to je molitev, da nehamo, da ne govorimo, ampak da utihnemo pred njem in da rečemo tako kot Samuel: Gospod, tvoj služabnik posluša, govori. In da pustimo, da Bog sam nam govori. Jezus je rekel: moje ovce slišijo moj glas. Se pravi, tle imamo obljubo, da nam on govori. Zdaj govorimo o tem, da je rekel, v molitvi slišimo, začutimo nek namig od Jezusa, neko usmeritev. Bomo itak potem še govorili o Svetem pismu, ampak zdaj govorimo o tišini. Znamo se ustaviti pred Bogom. Reči: Jezus, kaj bi ti? Tukaj sem, povej mi, tukaj sem, na voljo sem. Govor ti zdaj, Jezus, jaz bom utihnil. Povej.
Stalno čakamo pred Bogom. No, in še druga oblika molitve je pa posredniška molitev. Tukaj pa zdaj začnemo posredovati za druge, ne. Ker če je naša temeljna vokacija, se pravi poklic, klic od Boga, naše poslanstvo, zdaj govorim pa o nas kot prerojenih, kot o božjih otrocih, če je naša temeljna služba to, da smo kraljevo duhovništvo, potem nas ima Bog tukaj zato, da posredujemo za druge, da posredujemo za svet. Začnemo seveda pri svojih bližnjih, ne, govorimo pri svoji družini, prijateljih, sodelavcih, znancih, sosedih. Ampak seveda kot kraljevo duhovništvo moramo iti nujno tudi še dalj in posredujemo za svoj narod, ne. Jezusa vidimo, kako moli za druge. Jezusa vidimo, kako posreduje za nas, za svoje učence, a ne, in kako moli za nas. Se pravi, tukaj je posredniška molitev in tudi sicer Pavel pravi, da naj molimo za vse, ki so na oblasti, za kralje in za vladarje in za vse ljudi, ker Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. In zdaj, če Bog to hoče, potem naša posredniška molitev se priključi tej božji želji, tukaj božjemu srcu, da tako rečem, in smemo in moramo moliti za vse ljudi, da bi se odrešili. Prav to je srce posredniške molitve. Spet ne bomo šli zdaj v detajle. In potem pa tukaj bi pa še dodal to, kar pa večina ljudi pravzaprav razume, da je molitev pa to, da prosimo Boga za razne stvari, ki jih rabimo. Ja, to je tudi molitev, ampak to bi dal jaz na zadnje mesto. Tudi Jezus da te stvari na zadnje mesto, če že pogledate, kako je Oče naš zgrajen, najprej prosi za stvari, ki se tičejo Boga, pol pa šele, kar se tičejo nas. No, ampak ni narobe, seveda je prav, da tudi prosimo za konkretne stvari. Jezus je rekel, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkate in se vam bo odprlo. Je pa pomembno, da ni molitev samo to. Se pravi, tule sem predstavil na kratko 5 oblik molitve. Se pravi, v nekatere od teh bomo šli podrobneje drugič. Prav slavljenje, darovanje sebe, tišina, posredniška molitev, prošnje. Dejansko obstaja eno orodje, ki bi vam ga rad na kratko predstavil, če ga še niste videli. Ja, pa bom tole delil. To je molitvena ura. Tole sem prevedel iz tega, kar, samo moment, iz orodja, ki ga je pripravilo gibanje Big Life, pa oni so ga tudi predelali že od nekje, jaz sem ga še malo predelal. Tukaj je pa, to je v bistvu orodje predvsem za tiste, ki ste na začetku poti, da lahko poglobite svojo molitev. Gre za to, da se naučimo vztrajati v molitvi, biti v molitvi dalj časa, ker večina ljudi seveda, če začnemo čisto samo spontano moliti, začneš moliti, ampak malo se izgubiš, ne veš, kam naprej. To je orodje, ki ti pomaga, da greš globlje v molitev. In gre za to, da si pač razdeliš uro recimo na 5 minut približno in potem imaš 12 korakov, a ne. Nekatere od teh sem že omenil, slavljenje, recimo čakanje na Boga, priznavanje grehov, izročitev sebe, Sveti Duh, da se napolnimo, potem, ja, da molimo Jezusovo molitev s svojimi besedami, potem, da molimo Sveto pismo, potem je pa ta posredniška molitev, da se zahvaljujemo Bogu, da poslušamo, kaj konkretno nam Bog govori, recimo za ta dan, za ta teden, in potem spet končamo s slavljenjem. No, to je pač orodje, ki zelo pomaga, no, pri rasti. In zdaj, če imate težave s tem, da greste globlje v molitev, vas zelo lepo spodbujam, da ugriznete v tole in da poskusite tole zadevo. In je pa tako, kot vsako učno, ne gre za to, da se tega držiš slepo, ne, gre za pripomoček. In seveda tudi tako kot vsak učni pripomoček, tudi ta pripomoček dejansko na neki točki odrabiš, zato ker ko se začneš, to je smisel ta prave discipline, a ne. Disciplina ti omogoča boljšo spontanost, ne, da sam naravno
prehajaš v ne vem, iz slavljenja, v čakanje, v priznavanje grehov, v izročitev, posredovanje, v napolnjevanje s Svetim Duhom, v molitve za te osnovne stvari, ki nam jih je Jezus sam pokazal v svoji molitvi in tako naprej, v tem, da molimo Sveto pismo, v tem, da slavimo Boga, da se mu zahvaljujemo in tako naprej. To je predstavljeno tudi na mojem blogu, tako da bom potem dal tudi link, ki si ga lahko pogledate. Prav. Zdaj pa gremo pogledati še druge stvari. Zdaj smo pač omenili nekaj v molitvi. Na kratko druge prakse, Sveto pismo, branje Svetega pisma. To spada med vsakodnevno prakso Jezusovega učenca. Sveto pismo, če pogledamo samega Jezusa ali pa apostole, oni so bili prežeti s Svetim pismom. Oni so znali velike dele Svetega pisma na pamet. In bi bilo zelo koristno, da tudi mi da se poglabljamo v Sveto pismo, se pravi, da je to del vsakdanje prakse. Da si najdemo čas v dnevu, da beremo Božjo besedo, ker ga tako spoznavamo. Ker je to gre skupaj z molitvijo. Pred, po molitvi, v Svetem pismu nam govori Bog, z molitvijo mi odgovarjamo in to je nek ritem, neko dihanje. V Svetem pismu bomo še veliko govorili, tudi tako da tle ne rabimo in tudi detajle. Še ena konkretna praksa je post. Ta seveda ni dnevna, je pa lahko tedenska, recimo. Ve se, da se v prvi cerkvi, da so se postili ob sredah in ob petkih. Potem je seveda tudi občasno dobro se vzeti daljši post. Post ni samo za ene posebej, ne vem, ekskluzivne kristjane ali pa posebej posvečene, sploh ne. Jezus je rekel, ko njega ne bo, da se bomo postili. Ni to stvar če, oziroma tudi tam, ko učijo post, rekel, ko se postite, ne če se postite. Prav, to je pač nekoliko spada pod navadno prakso, kjer se pač posebej izročimo Bogu, kjer s tem tudi, da se odrekamo hrani ali pa še čemu drugemu. S tem rečemo Bogu, Bog, ti si meni bolj pomemben od vsega tega. In dejansko hrana mi nič ne pomaga. Moje življenje brez tebe je bedno, ali pa življenje mojih bližnjih. Rabim tvojo milost, nimam časa jesti. Nimam volje jesti, jaz rabim tebe, rabim tvojo milost, rabim tvojega duha, rabim preboj, rabim tvoje usmiljenje, rabim tvojo moč, rabim tvojo ljubezen, rabim tvojo prenovitev zase in za druge spet. To post je ena zelo konkretna praksa, ki jo je treba, enostavno je treba začeti delati in se v njej učiti. Jezus se je postil. Potem je pa, naslednja praksa je molitveni pohod ali pa molitveni sprehod, kot se reče. Jezus je obhodil vsa mesta in vasi, piše. On je hodil okrog in je molil in potem, ko je koga srečal, ki mu ga je Duh pokazal, je z njim govoril, se je pogovarjal, molil zanj, ga ozdravil in tako naprej. In k temu smo poklicani vsi. Molitven pohod je nekaj, kar je dobro, da prakticiramo, recimo enkrat na teden vsaj. Je dobro, da si vzamemo čas in da molimo v kraju, kjer živimo, da hodimo in prosimo, sploh če nimamo še svoje skupnosti, če nimamo skupnosti ljudi, s katerimi bi se dobivali, je to nujno. Je enostavno, preprosto nujno, da hodimo, molimo, prosimo, posredujemo za kraj in prosimo, da nam Bog pokaže ljudi miru, ljudi, ki jih je Bog že pripravil. Ker preprosto dejstvo je, da tukaj odzunaj so ljudje, ki jih je Bog pripravil in ki komaj čakajo, da slišijo evangelij, da slišijo o Jezusu. Ti ljudje so tukaj, samo mi jih moramo poiskati. In molitven pohod je to, da mi rečemo, da mi gremo ven iz svoje komfortne cone, gremo v svet, tak je mračen in tam molimo, tja kličemo Božjo milost, Božjo luč, Božje ozdravljenje. To je nekaj, recimo, ki je dobro narediti enkrat na teden. No, potem še ena praksa je pa pričevanje drugim. Tri, ki jih bom zdaj povedal, so povezane. To ni nujno, da se zgodi med molitvenim sprehodom, nikakor ne, ampak lahko pa tudi, ko naletimo na odprte ljudi, začnemo pričevati, povemo, kaj je Bog naredil v našem življenju. To je
To je temeljna stvar. Jezus, recimo, ko zdrav nekoga, reče: povej, kaj ti je Bog naredil. To je osnovna stvar, ki Jezus želi od vsakega od nas. Prvič, da se zavedamo, kaj je Bog naredil, in potem, da znamo to povedati in da gremo. To je naše temeljno poslanstvo, ki ga ima čisto vsak od nas. Tako je zmeraj rečem, tudi če je Bog naredil samo tolikle v tvojem življenju, imaš tolikle za povedati naprej, imaš tolikle za izpričati naprej. Ker to pomeni, da je tolikle Boga prišlo danes v ta svet, v tvoje življenje, in ti imaš moč in poslanstvo in oblast, da tole poveš drugim in da vidiš, kako Bog impaktira druge ljudi skozi tvoje pričevanje. Se pravi, to je pa nekaj, kar je treba delati dnevno, v tem smislu, da imamo ne da posiljujemo ljudi, ampak da imamo prižgane antene, kot se reče, da vidimo, kje je kdo odprt. Lahko je to na molitvenem sprehodu, ampak lahko je to v službi, lahko je to na poti iz službe, lahko je to na avtobusu, lahko je to pri sorodnikih, pri sosedih, da kot nekje prav, skrbno izrabljajte čas, odkupljajte trenutek, se pravi, da znamo v unem trenutku, ki je primeren, da znamo povedati. Ker če se bomo tako naravnali, takrat, ko se tako naravnamo, Bog nam zelo hitro najde priložnosti, da pričujemo. No, potem še naslednja praksa je pa delanje učencev. Je podobno kot prejšnja, s to razliko, da tukaj je pa človek že se odzval, že sprejel naše pričevanje, sprejel tudi evangelij, morda se je tudi že krstil, in Bog nas seveda kliče, da potem tega človeka s tem človekom delamo, da si jemljemo čas zanj, da ga, kot je Jezus, to je osnovno poslanstvo tam na koncu Mateja, je prav, delajte učence iz vseh narodov. Ne delati teh programov, unih aktivnosti, delajte učence, delajte učence. Se pravi, to je pa tudi nekaj, kar delamo dnevno ali pa saj bolj realno tedensko, recimo ljudje, ki nam jih je Bog že tako ali drugače pripeljal, da se premišljeno, namerno, bom rekel, ali pa intencionalno ukvarjamo z njimi, da si vzamemo čas, po možnosti redno, enkrat na teden, da se z njimi slišimo, da se pogovarjamo, jih obiščemo, molimo za njih, jih učimo stvari iz Svetega pisma, se pogovarjamo z njimi, molimo za njihovo rast, za njihovo osvoboditev, se pravi, delamo učence. Potem je pa še naslednja, tudi delno povezana praksa, je pa grajenje skupnosti. Jezus je rekel tako: kdor z menoj ne zbira, raztresa. Imamo recimo Matej 12:30, pa v Lukovem evangeliju tudi. Se pravi, namen Jezusa v tem svetu ni sam posamezni spreobrnjenci, ampak so skupnosti. In Jezusovo delo je zbiranje. On zbira nas, on nas zbira drugega k drugemu. On želi, da se naredijo skupnosti, da se naredijo take skupnosti, ki imajo značaj Božje družine, kjer to, da si rečemo bratje pa sestre, ni samo ena zguljena metafora, ampak je dejansko realnost. Se pravi, govorimo o majhnih, preprostih, zelo močno povezanih skupnosti. Tukaj je vsak od nas povezan, poklican, da se tako povezuje. Zdaj, za tiste, ki smo že v kakšni skupnosti, to pomeni zelo pomembno zadevo, da je vsak od nas odgovoren. Ne samo tisti, ki je mogoče starejši kristjan ali ki je kot nek voditelj ali kakorkoli. Ne, prav vsak je odgovoren za to, da gradi skupnost. In to pa je dejansko nekaj, kar lahko delaš vsak dan. Vsak dan lahko ga pokličeš, vsak dan lahko moliš za koga, vsak dan sam lahko gradiš te vezi ljubezni, ki so zelo realne, ki so konkretne, vsak dan lahko pomagaš komu. In če pa še nimaš skupnosti, pa seveda je pa to še toliko bolj pomembno, da si v to usmerjen, ker to je tisti končni produkt, če smem tako reči, ki ga Jezus želi. Niso posamezniki, ampak so skupnosti, ki rastejo in ki se množijo in ki delajo nove skupnosti. In ta cilj moramo vedno imeti pred očmi, kot Jezusovi učenci. Ne smemo se ustaviti prej, čeprav tale hip nismo tam. Tega cilja nikoli ne smemo izgubiti izpred oči. Se pravi, na kratko, če še enkrat preletim, dnevne prakse so molitev v različnih oblikah, Sveto pismo, post, potem pa molitven pohod, tedenska praksa, pričevanje drugim dnevno, če se da, delanje učencev, spet bolj tedenska, gradnja skupnosti, dnevna ali pa tedenska praksa. To je pač nek uvod v te teme, v nadaljevanju
bomo šli pa v detajle teh stvari.